Kdor se preveč izpostavlja, kot tvega tudi večjo zanimanje za inšpekcijske službe. Mi tukaj capljamo na mestu, pa obenem se pa trkamo po prsih. Da je bilo gospodarstvo na isti barki, če rečem, ali pa ladji skupaj z politiko. To je zelo pomembno. Lepo pozdravljeni v 6. epizodi podcasta Teža argumenta. V vse bolj zaostrenih mednarodnih gospodarskih razmerah Slovenija drsi na mednarodnih lestvicah konkurenčnosti. Institucije znižujejo napovedi gospodarske rasti, Državni svet pa medtem organizira konferenco, v kateri se sprašujejo, kako vendarle investicije in konkurenčnost znova pripeljati nazaj v Slovenijo. Torej Slovenija, konkurenčnost in investicije je tudi ključna tema tokratne epizode. Z nami v studiu pa tokrat 3 gostje in sicer lepo pozdravljam Mitjo Gorenščka, glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice, državni svetnik in predstavnik delodajalcev. Zaenkrat tudi še, čeprav razumem, predsednik Ekonomsko-socialnega sveta. Ja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Boštjan Čeh, predsednik sveta Slovenija Beyond Hills in pa vodja razvoja poslovanja v podjetju Labena. Pozdravljeni, hvala. Pozdravljeni. In pa Denis Mancevič, doktor družboslovnih znanosti, v svoji profesionalni karieri deloval v gospodarstvu in diplomaciji, sicer pa soustanovitelj in direktor komunikacijske družbe NC3. Lep pozdrav. Dober dan. Tako, vsi 3 lepo pozdravljeni še enkrat. Sicer pa, če začnemo morda pri vas, gospod Gorenšček, da smo aktualni. Državni svet se pogovarja o večji konkurenčnosti, vlada pa kot bi drvela v drugo smer. Nedavna obljuba nove božičnice, spremljamo pa že sicer tudi nove in nove obveznosti, ki jih nalagajo gospodarstvu. Kako razumete to potezo vlade in kakšen je torej vaš odziv? Najprej smo tukaj začudeni nad to skrivnostno najavo, kar naenkrat tega prej v zraku ni bilo, se je pojavila informacija o obvezni božičnici in o razbremenitvi le-te. Mi del tega podpiramo, k razbremenitvi pozivamo tudi ves čas, tudi prejšnje vlade. Božičnica, kot veste, je oprispevljena, ni pa obdavčena. Mi smo želeli, da bi bila neoprispevljena, kar predvideva zdaj ta sprememba, ki je najavljena, in to je pozitivno. Negativno je pa to, da je obvezna. Termin božičnica v pravnem redu ne obstaja. Mi jo imenujemo nagrado za poslovno uspešnost in kot tako jo tudi obravnavamo. Uspešna podjetja rada dajo božičnico, še rajše bi jo dale, ko bo oprispevljena. 30% podjetij v Sloveniji pa posluje negativno. Ta podjetja gotovo nimajo prostora za prisilno božičnico, nikakor pa ne že z letošnjim letom, in temu mi osporavamo. Vlada do zdaj ni naredila nobene napake, kar se tiče socialnega dialoga, se pravi, razen tega efekta presenečenja. Sprejeli so izhodišča za to božičnico, poslali so jo na Ekonomsko-socialni svet. Problem pa je bil, ko je predsednik vlade komuniciral, da božičnica bo že letos, da božičnica bo v višini 640 evrov, in mi se sprašujemo, o čem bomo na Ekonomsko-socialnem svetu sploh lahko razpravljali, če so vsi ti elementi že vnaprej določeni. Zato sem se obrnil na predsednika vlade z odprtim pismom s tem vprašanjem, kje je manevrski prostor za pogajanja. Ker če je to dejansko, če so to fakti, kar je najavil, potem je to razprava na Ekonomskem socialnem svetu nepotrebna farsa. Mi tovrstnih razprav ne rabimo, ki vemo, da ne morejo pripeljati do nekih drugačnih zaključkov, kot si jih je zamislil predsednik vlade. Zdaj govorimo o vlogi predsednika vlade, kajti to je akcija stranke Svoboda. Oni nimajo tega resorja, da bi po službeni dolžnosti, če temu tako rečem, predlagali ukrepe na področju božičnice. To je materija Ministrstva za delo, to je materija stranke Levica. To pomeni, da to se gre za medsebojno konkuriranje znotraj koalicije.
Ostajate torej v ekonomsko-socialnem svetu? Ja, gledajte, mi v vsakem primeru ostajamo, ker kršitev ni bilo. Mi samo se sprašujemo, a je smisel to točko uvrstiti na dnevni red, če se nimamo o čem pogovarjati. Ja, jaz bi tukaj mogoče čisto kratko stvar eno dodal. Veliko delam z multinacionalkami in vsaj neuradne informacije, ki so do mene prišle v zadnjih dneh, so, da ne vedo, če se vlada mogoče zaveda enega tveganja. In to je, da tista podjetja, sploh mednarodna, ki so v preteklosti izplačevale nagrado v višjem znesku, recimo 1000 ali pa nekaj več, ampak je ta seveda potem bila oprispevljena, bodo sedaj tako imenovano božičnico znižale, ker je pač standard, da jo potem prilagodijo tisti najnižji oziroma najvišji neobdavčeni. In posledično bojo celo tisti zaposleni, ki jih mogoče želi vlada na tak prisiljen način, bi rekel, socialističen nagraditi, bodo pravzaprav na slabšem. Razumem. Pravzaprav ironično, pa morda, če ostaneva pri tem, se Slovenija, če stopimo korak nazaj, se Slovenija, s tem mislim predvsem njene vladajoče strukture, sploh zaveda, kam želi oziroma kam pelje Slovenija obstaja. Vidite kakšno resno strateško vizijo, cilj, ki bi ga radi kot država recimo dosegli? Ne, te vizije in teh ciljev ne vidimo, ampak nažalost to ni nekaj novega, ne vidimo je že zadnjih 5 ali pa 10, celo lahko bi rekel enih 15 let. Mi jasna strategija, katere so prioritetne in strateške panoge, ki bodo v Sloveniji omogočile, da bomo dohiteli povprečje Evropske unije, kar se tiče dodane vrednosti na zaposlenega, nismo imeli in še vedno nimamo. Tako da to ostaja nek privilegij posamezne vlade glede na interese Ministrstva za gospodarstvo in vsakokratnega ministra. Tako je bilo recimo v eni izmed prejšnjih vlad veliko govora o turizmu, pa čeprav vemo, da turizem, čeprav je za nekatere regije lahko pomemben, ampak ne predstavlja ravno po dodani vrednosti enega najbolj propulzivnih panog. Potem smo imeli primer tudi Magne, kjer se država tudi izjemno mobilizirala. Ampak vidimo, kar se pa danes v svetu dogaja, spremembe so izjemno hitre, azijska konkurenca recimo na področju avtomobilizma prihaja z neverjetno hitrostjo in nekatere verige dodane vrednosti, kjer je se tudi Slovenija umeščala kot dokaj uspešna proizvajalka sestavnih delov, se lomijo pred našimi očmi. In zato, če pomanjkanje take strategije bilo v zadnjih desetletju, recimo ali pa več, si danes res nimamo več tega luksuza, da si še to privoščimo, ker se svet in pravila igre in umeščanja držav in pa dobaviteljev tako drastično spreminja, da nam grozi resna gospodarska kriza, če ne bomo danes ukrepali. Gospod Čeh, kako vi pri vašem delu opazite, pa začutite to umanjkanje teh strategije razvoja, kot ga opisuje gospod Mancevič? Jaz mislim, da jaz se strinjam, da Slovenija žal nima jasnih prioritet. Mislim, da bi bilo zelo dobro, da si jih postavimo zelo hitro, da je teh prioritet malo in da so implementabilne. To pomeni, da jaz bi rekel več kot 3 ne. In te prioritete bi mogle biti komunicirane konsistentno in pa stalno, tako da bi jih razumela tudi seveda, da bi jih razumelo oziroma da bi bilo gospodarstvo na isti barki, če rečem, ali pa ladji skupaj z politiko. To je zelo pomembno. Jaz mislim, da je to pomembno, zato ker se lahko tudi država dosti hitreje odloči, kam vlagati v perspektivne panoge, predvsem pa v najbolj konkurenčne panoge v tem svetu, ki je definitivno globalen, kjer meje izginjajo in je izredno hitro spreminjajoč se. To pomeni, ne samo, da bo treba imeti strategijo, ampak jo bo treba bistveno hitreje tudi revidirati. Mogoče, če smo to delali vsake 10 let, je to že danes prepočasi. Bo treba stvari pogledati vsako leto, če smo na pravi poti. In pač tle, jaz mislim, da je treba definitivno si izbrati panoge, ki imajo največjo dodano vrednost, ki temeljijo na razvoju, raziskavah, ki jih lahko kot Slovenija znanjem mednarodno utržimo, kajti samo na teh področjih, na takšnih področjih
z visoko dodano vrednostjo Slovenija, torej država te velikosti, relativno majhna v globalnem svetu, lahko konkurira z znanjem, z dodano vrednostjo. Zdaj sami prihajate iz ene izmed tovrstnih panog, konkretno farmacije, ki je, se zdi, tako ena redkih v Sloveniji, ki še nekako ohranja to propulzivnost oziroma tudi privablja še investicije. V čem je farmacija v Sloveniji drugačna od ostalih panog oziroma kaj je farmacevtom uspelo, kar drugim ne? Mogoče najprej globalno, da farmacija, ali pa če gledamo zelo iz ptičje perspektive, zdravila pa zdravje ljudi in pa seveda to, da človeštvo ohranja neko blaginjo, je ključnega pomena, da si lahko kreativen. Zato potrebuješ seveda zdravo populacijo, pa potrebuješ hrano. Ne? Tako da jaz mislim, da to je segment, ki bo vedno moral inovirati, zato ker če je nekaj, česar se na svetu ne moremo ogniti, so to bolezni, seveda, ki nikoli ne bojo izginile. Mislim, da farmacija iz tega vidika mogoče je vedno bodo postajale neke naložbe v inovacije in se razvija. Seveda pa ima tudi farmacija izzive. Ne? Globalno gledamo, sledi neki globalnim ekonomskim izzivom, torej počasneje ali pa hitreje napreduje. Zdaj pa z vidika Slovenije, pa jaz mislim, da ima Slovenija izredno dobro pozicijo, ker imamo tle zelo močno zgodovino znanja, ki se je gradilo desetletja. Imamo seveda, to je po zaslugi velikih farmacevtskih podjetij in pa seveda tudi srednjih in malih podjetij, ki gradijo nek podporni sistem. Ne smemo pozabiti, da imamo tle v Sloveniji izredno močne raziskovalno razvojno usmerjene inštitucije. To pomeni tle seveda že samo 3 največji inštituti, Nacionalni inštitut za biologijo, Kemijski inštitut in pa inštitut Jozef Stefan, pa seveda univerze in sodelovanje teh deležnikov je izredno pomembno. In sodelovanje je dobro, lahko ga pa še bolj okrepimo, kar je ključno, da Slovenija napreduje. Zdaj, ostale panoge pa praktično v velikem loku izogibajo investicijam v Slovenijo oziroma celo v zadnjem času tisti, ki so imeli sedeže pri nas ali pa so investirali, bežijo iz Slovenije. Kako razumete to situacijo, gospod Gorenšček? Glejte, mi ves čas že prej in pa tej vladi pravimo, da potrebno je konkurenčno in predvsem stabilno poslovno okolje. Vi veste, da v tej vladi je bilo ogromno sprememb, za katere smo napovedovali, da bojo imeli negativen učinek na obseg gospodarske aktivnosti v Sloveniji in to se je zdaj tudi resničilo. V letošnjem letu že 2 kvartala mi smo na repu v primerjavi z nam konkurenčnimi državami znotraj OECD-ja in tudi napovedi so se temu primerno zmanjšale. Zdaj zelo šibki smo v investicijah, investicije so se nam zmanjšale za 14%, črpanje evropskih sredstev praktično ni. Investicije na stanovanjski gradnji so se nam zmanjšale za 12%, čeprav so nas polna usta gradne stanovanj, tako da šepamo na marsikaterem področju. Odhajajo nam podjetja, odhajajo nam delovna mesta. V prvih 6 mesecih smo izgubili 6.000 delovnih mest. Ti ljudje se niso preselili med brezposelne, ti ljudje delajo formalno za podjetja, ki so registrirana v drugih državah. Velika konkurenca nam je Hrvaška, tudi Srbija, Avstrija. V gradbeništvu samo se je zmanjšalo število zaposlenih za 1700, v trgovini mislim, da za 1300. Zdaj, zakaj na teh področjih ta podjetja so selila ali svoje sedeže v tujino ali svoje razvojne oddelke, to pomeni tam, ker so višje plačana delovna mesta, ali pa so gradbena podjetja predvsem začela napotovati delavce iz tujih držav in ne več iz Slovenije. To pomeni 6.000 manj delovnih mest v Sloveniji, pomeni 6.000 manj plačnikov v vse 3 državne blagajne, vse 3 v zdravstveno, pokojninsko in pa v proračun in to se samo še poslabšuje. Tudi ta ukrep božičnice kaže na neko uravnilovko, na to, da se ubija to nagrajevanje uspešnih, namesto da bi se ga spodbujalo, da bi se spodbujalo neko tekmovalnost,
kako bi rekel, teženje k vedno boljšim rezultatom in to tujci prepoznajo. Za nekatere je to signal, da se v Slovenijo ni smiselno osredotočiti, nekateri pa odhajajo iz Slovenije in to nas plaši. Tudi če bi se določene zadeve popravile, bi rabili dalj časa, da bi zaupali, da se te zadeve ne bojo spet ponovno čez par mesecev spremenile. Včeraj, če ste gledali na televiziji, so bili kritični tudi pozicijski poslanci nad spremembo zakona o dohodnini, ki je delavce razbremenila za približno vsaj povprečnega delavca za dobrih 1000 evrov pri neto dohodku. Zdaj pa bi država rada, da bi podjetja to kompenzirala z božičnico. Tudi druge zadeve so še potencialna nevarnost za dodatne obremenitve. Govori se o povišani prispevni stopnji za zdravstvo, drugi poslanski zakoni tudi, ki so vloženi v državni zbor, nam ne obetajo izboljšanja poslovnega okolja, ampak obratno poslabšanja. In kaj je glavni problem? Glavni problem je, da vlada enostavno ne posluša nasvetov s strani gospodarstva. Oni sprejemajo neke svoje odločitve, zdaj kdo bo pa sprejel odgovornost, za to je pa drugo vprašanje. Ampak zadeve se z kvartala v kvartal slabšajo. Zdaj, vlada, večkrat smo slišali to iz ust predsednika vlade, češ, ko najavijo spremembo, gospodarstvo jamra, da bo konec sveta, potem pa je sprememba uveljavljena in ne zgodi se nič, tako pravi. Kako razumete to sporočilo predsednika vlade? Glejte, predsednik vlade najbolj jasno njegovo sporočilo je, da ta vlada dela za ljudi in ne za kapital, s tem, da to ne more iti v nedogled, kajti če kapital ne bo stabilen, če gospodarstvo ne bo močno, ne bo moglo pomagati oziroma zalagati države z svojimi finančnimi obveznostmi in država ne bo mogla biti tako radodarna do svojih državljanov. Te povezave enostavno ne želijo razumeti, mogoče iščejo to kritično mejo, ali bo res prišlo do zloma, in pa v to smer že gremo. Skozi nam naprej mečejo, da smo jamrali pri minimalni plači, pa da se ni nič zgodilo, da jamramo pri božičnici, pa da se tako ne bo nič zgodilo. Gospodarstvo je prilagodljivo, tako ali drugače. Dokler se prilagodi znotraj meja Republike Slovenije, je to eno, ko se pa začne prilagajati na način, da svojo gospodarsko aktivnost začne seliti v druga okolja. Potem je pa to druga zgodba. Ali pa če bi recimo za to novo obremenitvijo vseh podjetij se zgodilo, da pač tista, ki ne bojo mogla izplačati božičnice, bojo se spet mogla znajdeti na način, da bojo ugasnila ali pa na način, da se bojo preselila, bo posledice čutila tudi država. Se zavedamo tega? Jaz bi temu dodal še en drug vidik, da ravno ta diskusija in tudi nažalost ti omenjeni ukrepi vlade ne pomagajo k temu, da bi diskurs šel v tisto smer, ki je po moji oceni ključna, in to je, da Sloveniji, tudi če želimo dvigniti splošno blaginjo, če želimo dvigniti razpoložljive prihodke prebivalstva, če želimo dvigniti življenjski standard, tega ne bomo naredili tako, da bomo na obstoječo produktivnost in obstoječo dodano vrednost obešali nove dajatve in nove davke, ampak da moramo dvigniti produktivnost in dodano vrednost. Slovenija gre po poti držav blaginje, skandinavskega modela, razen tega, da nam dodana vrednost zaostaja za pol. In seveda, mnoge skandinavske države si danes lahko privoščijo tudi, da delajo in da uvajajo 4-dnevni tedenski delovnik in tudi visoki davki tam v tem modelu zdržijo, ampak poglejmo, na čem bazira konkurenčnost teh gospodarstva. In zato sem skeptičen do tega, da vse te diskusije nas pravzaprav peljejo stran od tega, da bi se pogovarjali o tem, ne kako bomo dodatno obdavčili, mogoče niti ne kako bomo dodatno razbremenili, ampak kako bomo z obstoječimi resursi naredili večjo dodano vrednost in bomo bolj produktivnejši. In tukaj ne vidim te diskusije za širšo mizo in to mene osebno najbolj skrbi. Je umanjkalo neko zavedanje recimo vlade, da pravzaprav Slovenija tekmuje celotnim svetom, ko pač privablja
investicije v Slovenijo. Ni tega zavedanja v Sloveniji? Zakaj? Kako razumete to? Prvič, ker nam gre zelo, ali pa nam je šlo zelo dobro in je v Sloveniji ta percepcija uravnilovke, o kateri smo že govorili, in da se nam gre kar dobro. In tudi današnji, če boste poprečnega Slovenca vprašali na cesti, bo rekel, se nam gre kar dobro. Tako da zdaj, zakaj te diskusije ni, eno je to neka poprečnost taka, ne, uspavanje, po drugi strani se pa treba zavedati, da v tekmi, ki jo danes živimo, Slovenija ne tekmuje ne samo z nekaterimi razvijajočimi se trgi, pa veliko je govora o Kitajski, pa Indiji, pa kako vzhod odžira delovna mesta, ne, in podobno. Ampak tekmujemo tudi z drugimi državami znotraj Evropske unije. Tega zavedanja tudi, se mi zdi, pri ključnih odločevalcih ni, da pravzaprav ne glede na to, da imamo skupni trg in imamo skupne vrednote in živimo pod isto streho, države tekmujejo med sabo znotraj Unije za investicije, za talente, za delovno silo, za konkurenčno okolje, za davčno konkurenčno okolje, za to, kjer bojo tuje multinacionalke, predvsem iz drugih kontinentov, imele svoje razvojne raziskovalne centre, kjer bo imeli lokalizirano proizvodnjo. Mi se obnašamo, kot da tega ni, kot da tega sveta ni, ne? Ali pa da po drugi strani, da tisti, ki so že tukaj, ne? Govorimo recimo o farmacevtih ali pa ne vem, o Revozu in mnogih drugih, če so že tukaj, potem jim je že dobro in bojo ostali. Ne bodo, ne? Mislim, te stvari se sploh v globalnem svetu, v svetu multinacionalk zelo hitro spreminjajo, in če danes nekatere investicije, ki imamo, ne, in imamo delovna mesta, ki so plod desetletij, ne, ali pa nekih naravnih danosti, ali pa ekosistema, kot je prej bilo rečeno, ne, na področju farmacije, ne pomeni tudi, da bojo tukaj še nadaljnjih 20 let. Ker recimo na področju farmacije, ne vem, Indija se razvija s tako hitrostjo, da si mi sploh predstavljati ne moremo, ne. Druge države v Evropski uniji tudi gledajo na to, zakaj ne bi kopirali te modele, ne. Tako da najbrž je to neka predstava, da še vedno nam gre relativno solidno in posledično je premalo komunikacije in ozaveščenosti tako med odločevalci, kot seveda tudi neke splošne javnosti o tem, da stvari, ki so danes in zdaj tukaj, ni nujno, da bodo v prihodnje, in da moramo se prilagajati in ukrepati. Jaz bi mogoče sam dodal, jaz se v bistvu dosti strinjam s tem. Jaz mislim, da je treba res razmišljati, resno začeti razmišljati v vseh, bom rekel, na vseh nivojih države, da kako lahko postanemo bolj konkurenčni za dve zadevi. Torej, kako lahko postanemo bolj konkurenčni, da dobre propulzivne investicije za dodano vrednost tukaj zadržujemo za nadaljnja desetletja in pa privabljamo nove investicije. In zato bo potrebno sprejeti zelo hitro določene ukrepe. Tukaj je definitivno, mislim, če gledam z naše panoge, ne, visoko kvalificirani kadri. Prej smo omenili, da seveda je bil tudi eden iz razlogov, zakaj vidimo take investicije v Sloveniji, ampak ključno je, da mislim, da smo zdaj v nekem obdobju, ko imamo mogoče neko okno priložnosti, ki bo trajalo 2 leti, da se maksimalno 2 leti, da se sprejmejo neki določeni ukrepi, da spodbudimo kadre, da tukaj ostanejo, to pomeni visoko kvalificirane kadre, da tukaj ostanejo, in privabljamo sposobne visoko kvalificirane kadre v Slovenijo. Ta bazen se trenutno prazne. Če gledam z vidika te industrije, seveda imamo trenutno še dovolj kadrov, ampak nezaposlenost v Sloveniji je izredno nizka. In če ukrepi ne bodo sprejeti, se lahko tudi korporacije zavzamejo pač drugo stališče in se preselijo drugam. Tukaj imajo popolno diskrecijo in fleksibilnost, in to pač velika podjetja tudi delajo. Tako da jaz mislim, da se moramo tega zavedati, da to, kar se zdaj dogaja, ni nujno zavedno, in moramo situacijo stalno prilagajati in izboljševati z vidika seveda davčne zakonodaje, gospodarstva, vseh akterjev v ekosistemu. Ti argumenti običajno padejo nekako, se zdi, v zadnjih letih na gluha ušesa odločevalcev, pa vendarle je gospodarstvo, slovenska podjetja, gospodarska združenja neka hrbtenica slovenske države, ki skrbi tudi nenazadnje za to, da imamo denar za socialno državo. Kako to, oziroma da niste bolj slišani, oziroma kaj sploh imate, katera orodja imate pri roki,
da bi lahko vlado morda prisilili, da vam bolj prisluhne in morda tudi vsaj del tega tudi upošteva? Kako to situacijo vidite? Ja, to nemoč čutimo tudi mi. Mi smo stalno na razpolago za pomoč tej vladi, ampak nismo, oziroma smo zelo nizko na njihovi lestvici prioritet. Mi smo parkrat se povabili na sestanek k najvišjim predstavnikom vlade, prisluhnejo nam, slišijo nas pa ne. Zdaj, sredstva prisile mi nimamo. Mi smo včasih tako jezni, da nekatere delodajalske organizacije rožljajo celo z državljansko nepokorščino, z protesti, ampak to mislim, da ni način, ki je lahko izvedljiv, in tudi se bojimo, da ne bi na tak način dosegli željenega. Mi bi predvsem radi vladi pomagali, odgovornost je vedno na odločevalcu, to je vlada, in kar se nasvetov tiče, mi smo tukaj dnevno jim na razpolago. Mi na Gospodarski zbornici pripravljamo zdaj strategijo Slovenije do leta 2035. Mi jih v to vse skozi vključujemo, mi jih prosimo, da temu prisluhnejo, da kaj od tega povzamejo, preden bojo delali njihovo strategijo za naslednje obdobje ali pa vsaj za naslednji mandat, ko se pripravlja ta vlada. Zdaj spet kažejo neko pripravljenost, kaj se bo iz tega izcimlo, bo pa čas pokazal. Zdaj mi to strategijo dejansko ne delamo samo zaposleni na Gospodarski zbornici. Mi jo gradimo od spodaj navzgor. 90 predstavnikov podjetij, glavno vodilnih podjetij je vključeno v ta projekt. Rešitve, ki jih bomo ponudili, so rešitve, ki so dobile konsens v tem procesu priprave tega programa, in samo upamo lahko, da bo kaj od tega tudi slišanega in uslišanega. Zakaj recimo ne vidimo stavke, če rečemo na narekovaju, gospodarstva, zdaj morda ne nujno stavke, kot se jo predstavljamo, ampak ali kot rečeno, ne vem, tovornjaki na cesti, ali kot državljanska nepokorščina, zamik plačila davkov, podobne stvari, s katerim smo že slišali kdaj rožljati, podjetnike pa še nikdar videli v praksi. Glejte, prvič, to ni naš način, če govorim za Gospodarsko zbornico. Mi bi radi z argumenti prepričali vlado v nasprotno. Težko si predstavljamo, kako bi šli predstavniki podjetij štrajkati pred vlado ali pred parlament. Zavedati se moramo, da politiko podjetij v glavnem podpirajo vodstva podjetij, delavci imajo drug fokus, delavci pač je glavni fokus njihov standard, kvaliteta delovnega mesta in pa ustrezno plačilo za njihovo delo, tako da njih bi težko privabili na to vrstne proteste. Oni so ponavadi publika, ki jih sindikat lahko pelje na ulice. Tako da dejansko razmišljanje je bilo precej, strah je tudi pred posledicami, kdor se preveč izpostavlja, kot tvega tudi večjo zanimanje za inšpekcijske službe, izogibanje se pravočasnim plačilom obveznosti do države lahko vodijo tudi v kazenske postopke, do take mere se pa tudi gospodarstveniki ne želijo izpostavljati. Kar bi temu dodal je, da mogoče, če se spomnimo samo ta zadnjega primera enega večjih konfliktov med večinsko zasebno družbo, javno družbo pravzaprav in vlado, in to je Petrol, in pa na področju regulacije, vemo, kako se je odvijala, vemo, kako se je vsaj začasno končala, in nedvomno tukaj ni bilo zmagovalcev, in tudi Petrol iz te zgodbe in iz tega stopnjevanja konflikta ni odnesel prav nič dobrega. Dodatno komentar na to, da GZS pripravlja strategijo do 2035, kar je seveda za pohvaliti. Težava je v mentalnem okviru, ne? In to je, da vlada ima pa časovni okvir še naslednjih 5 mesecev, ne? In naslednja vlada bo imela časovni okvir, in tak pač žal je v slovenski politiki, ne? In to je velik manjko, je to, da ima časovni okvir 2 leti, potem pa se itak že pripravlja na nove volitve, ne? To nas tepe, ne? Medtem ko pa vidimo, kako recimo nekatere države, ne samo z avtoritarnim režimom, ne? Recimo Kitajska, ampak tudi liberalna demokracija, Estonija, na določenih področjih družbe in gospodarstva delajo zelo sistematične korake, izjemno
dolgoročno in strateško naravnane in to potem prinaša rezultate. In tretje, kar bi želel temu dodati, je, da mogoče da ne bo izgledalo, da je ta diskusija okrog produktivnosti in pa konkurenčnosti Slovenije izključno na področju obdavčitev, ali pa nekega tega razrednega boja med kapitalom in delavstvom ali pa vlado in pa kapitalom. Ogromno področji je, kjer Slovenija bi morala in lahko naredi korake že danes, ki bi, če bi jih izvajali sistematično, bi veliko prispevali spet k večji blaginji in k večji konkurenčnosti in so stvar tako zasebnega sektorja kot države, kot tudi javnega sektorja. En tak primer, ki sem ga tudi na konferenci pred dnevi Državnega sveta izpostavil, je področje digitalizacije. Slovenija, tako zasebni sektor, gospodarstvo, kot tudi javni sektor, oba enakovredno zaostajata in to močno zaostajata. Vsak Slovenec, ki je kdaj potoval recimo v mnogih razvitih državah in uporabljal en del vsaj storitev tega, zelo primitivnih do malo bolj kompleksnih, vidi, kako so lahko digitalne storitve zelo enostavne, sploh z pametnimi rešitvami in z pametnimi telefoni in podobno, in kako pravzaprav mi tukaj capljamo na mestu, pa obenem se pa trkamo po prsih. No. In tudi raziskava Umarja, če sem prav razumel, je pokazala, da dojemanje pomembnosti digitalizacije nazaduje v slovenski družbi. In to je recimo neko polje, ki je skupno dobro, ki je v skupnem interesu širše javnosti, podjetjem, zaposlenim in tudi vladi, ali pa vsaj bi moralo biti. In spet o tem praktično ne govorimo, oziroma celo slabše slepimo se, da vse nam gre kar v redu. Kako razumete to, da recimo estonska politika zmore najti neke skupne cilje in peljati neko trajnejšo, konsistentno politiko, slovenska pa ne, pa je vendarle Estonija celo manjša država, recimo, ki je bila pred 30 leti bistveno bolj nižje razvita, kot recimo je bila tedaj Slovenija. Ja, tukaj sploh ne gre za velikost. Pravzaprav majhne države so v tej tekmi, če pustimo seveda velike igralce, kot so ZDA, Indija, Kitajska, Brazilija in podobno ob strani, ker igrajo čisto neko drugo ligo, igrajo neko NBA ligo, mi pa pač imamo na drugem parketu, igramo ta isto košarko. Politična kultura in tudi neka, lahko bi rekel, mogoče državotvornost celotnega političnega spektra, da so nekatere strateške prioritete celotne države nad dnevno politiko. In potem enkrat, ko to sprejmeš, potem je to dokaj enostavno. Torej, politične stranke v teh državah se absolutno isto bojujejo za stolčke v parlamentih, na volitvah, se koljejo med sabo podobno kot pri nas, ampak nekatere stvari pa puščajo nespremenjene. In ko to počneš 10-20 let, ko 1, 2, 3 generacije gredo skozi, ko si predvsem sistematičen, ko se te ne spreminjajo te prioritete in fokusi glede na neke parcialne interese, potem to prenaša interes. In tu mene osebno zelo žalosti, da slovenska politika ni pokazala še te zrelosti in da razen takrat primera, ko je bil veliki cilj vstop v Evropsko unijo, zdaj 20 let, ampak mi ne smemo pozabiti, od tega je že 20 let. In prej sem že omenil, naša stopnja približevanja povprečju dodane vrednosti na zaposlenega povprečju Evropske unije se zaustavila. Torej, kot kaže, smo dosegli tudi po podatkih nek plafon in zdaj, če bomo želeli povprečju, bomo mogli nekaj drugače delati. Ker velja, tudi v športu to velja. Zdaj, če delaš eno isto, potem težko pričakuješ drug rezultat. In to so neke razvojne stvari in razprave, ki bi jih pričakoval, tudi od prihajajočih volitev, če želite, ampak tu bi prej bil malo pesimist. Ena od hrbtenic razvoja podjetništva tako pri nas kot drugod so tudi start-upi. Pogosto se hvalimo z nekaterimi start-upi, recimo, ki so nastali v Sloveniji, pa vendarle se zdi, da imamo potem težavo te start-upe tudi ohraniti tukaj in jim pomagati recimo pri nadaljnjem razvoju. Kako vidite situacijo recimo nekega start-upa, ki začne z znanjem, ki je v Sloveniji visoko cenjeno, kot slišimo, in potem, ko pride do neke točke, se znajde v vprašanju, ali ostati v Sloveniji ali oditi kam drugam? Ja,
Začnemo najprej s pozitivnimi stvarmi. Mislim, da v Sloveniji, tako kot sem prej rekel, imamo zelo močne raziskovalne inštitucije, te generirajo zelo propulzivne inovacije. Veliko od teh inovacij ima tudi potencial globalnega trženja. In v Sloveniji imamo nekaj dobrih zgodb, spin-offov oziroma spin-outov iz inštitutov in univerz. Bila je sprejeta tudi, bom rekel, bili so sprejeti tudi ukrepi, da so zdaj univerze predvsem bolj samostojne in imajo lažjo pot pri ustvarjanju oziroma generiranju teh spin-offov. Vendar, bom rekel tako, jaz tukaj tudi iz lastnih izkušenj, torej v funkciji v Labeni imamo tudi Labena Ventures pospeševalnik, ki je korporativni pospeševalnik na področju biotehnologije in medicinskih tehnologij. In tam pospešujemo tudi startupe iz drugih držav. In jaz vidim, da pač prva stvar, seveda, ki je nezavidljiva, je to, da Slovenija po investicijah v startupu je na samem repu Evropske unije, žal. Ampak tukaj je več razlogov za to. Prva stvar je, da torej, trenutno za startupe, ki imajo deep tech oziroma inovacije na področju globokih tehnologij, če to prevedemo v slovenščino, ne obstoja infrastruktura, ki bi jo lahko startup ali pa neka skupina inovacijska izrabila za svojo nadaljno rast, ko se seli, ko pride iz univerze ali inštituta. Moramo se zavedati, da pri globokih tehnologijah, med katere spada tudi biotehnologija ali pa medicinske tehnologije in tako naprej, tudi cleantech, so investicije v hardware, v kapitalska naložba, da se ti postaviš, da si neko resno podjetje ogromne. In ti kot startup si tega ne moreš privoščiti. Tudi investitorja ne boš dobil v neki zgodnji fazi, ki je zagonska, z visokimi vložki, vsaj ne v tej regiji. Na to bom tudi prišel, zakaj ne, da bi se seveda se postavil na noge. Zato je ključno, da imaš neko infrastrukturo, to je lahko laboratorij ali pa bench lab, klop laboratorija za najem, ali pa bom rekel neka infrastruktura, ki jo najameš, ki je na voljo vsem propulzivnim inovacijskim timom, startupom, s tem zrastejo in se potem osamosvojijo. V Sloveniji se žal dostikrat dogaja tako, da večina zdaj že inovatorjev, ki imajo podjetniško žilico, išče seveda investicije zunaj, ker nima dostopa do investicij v Sloveniji nujno, oziroma vsaj ne dovolj. In s tem seveda investitorji tega kapitala postavijo dostikrat tudi pogoj, da moraš svoje podjetje preseliti v tujino. Torej mi zgubimo ta propulzivna, visoko inovativna podjetja, še preden so nastala pravzaprav. Torej, nek center povezovanja rabo, neko infrastrukturo, to je ena stvar. Druga stvar je pa, ključni so tukaj spet kadri. Dostikrat se sprašujemo, zakaj ni tle investitorjev, mednarodnih investitorjev tveganega kapitala, zakaj ne hodijo v Slovenijo. Moramo razumeti, da smo zelo marginalna ekonomija, majhna ekonomija, ne? Pa ne samo Slovenija, tudi druge ekonomije v centralni in vzhodni Evropi so zelo majhne, pravno zelo raznolike in zahtevne za nekega investitorja, da se bo tle postavil. Zdaj pa, če bi seveda uspeli imeti ustrezne pogoje, da privabimo kvalificiran kader, bi startupi lahko ta kader seveda tukaj uporabili, tukaj izrasli in ta potencial bi pripeljal potencialno tudi investicije v Slovenijo. Tako da jaz mislim, da se vse začne na koncu pri kadrih. Moramo vedeti, da pač pri nekom startupu, da se razvije v scale-up, rabi zelo specifične veščine. In takih ljudi v Sloveniji je izredno malo, oziroma jih praktično ni. Te ljudje, ki so uspeli, bom rekel, razviti startupe v scale-upe, so ponavadi v drugih zahodnih državah, ogromno jih je v Ameriki, in te ljudi treba sem privabiti s spodbudami. In ključno je, da pač se jim da spodbudne pogoje, da lahko participirajo v lastništvu podjetja in pa seveda, da imajo neko ugodno davčno okolje. To so ljudje, ki so pač visoko plačani, zato ker so tudi imajo zelo specifična znanja in pričakujejo, da bodo za to ustrezno nagrajeni, ne glede na to, kjer na svetu so. In pač Slovenija v tem, bom rekel, globalnem svetu mora tekmovati z najboljšimi. To pomeni, moramo imeti tudi ene izmed najboljših pogojev, če želimo take ljudi sem privabiti. To so, bom rekel, neke ključne točke. Samo ena majhna stvar bi temu dodal, je, da, kako bi rekel, neko zavedanje o tem, da startupi tam obstajajo, pa da so potencialno lahko nek
driver, nek vzvod, neke prihodnje rasti, se mi zdi počasi se useda v slovenski družbi, tudi med odločevalci. Ampak potem pridemo pa zelo hitro do enega plafona, zelo napačnega razumevanja, da startupi so neka ista podjetja kot danes srednje velika, samo da so majhna. Pa to sploh ni res in to je ravno, kar je bilo poudarjeno. Torej, potrebujejo v fazah rasti, če želimo, da startup z neko dobro idejo bo čez XY let v Sloveniji zaposloval 500 ali pa 1000 ljudi, potrebuje v vmesnih korakih specifično podporo. In tega zavedanja ni. In ta specifična podpora je pa, če bi skopirali samo model nekaterih uspešnih držav na tem področju, je zelo pač enostavno. Začne se s kadri, potem poenostavljena zakonodaja, celotno davčno sodni sistem oziroma pač zakonodajno okolje in regulativa in potem bi ta podjetja lahko tudi v fazi rasti z tujim kapitalom. Mi doma nimamo kapitala, nažalost, z tujim kapitalom, ampak še vedno ključno nam je, da bi ostajala nekje tukaj, da bi tukaj ohranjala delovna mesta, razvojne svoje centre, če ne že sedežo podjetje. Žal, tako pa mi nimamo pomanjkanja idej, osnova je zelo dobra, ampak potem ta podjetja bodi si se hitro preselijo, zaradi tega, ker iščejo rast, ker lastniki iščejo rast in pravzaprav nimajo kaj delati v Sloveniji, ker jim Slovenija ne zna ponuditi tega specifičnega, za njih prilagojenega okolja in brez tega ne bo preboja. Glih to sem hotel tudi jaz reči, da vse se začne pri konkurenčnem in stabilnem poslovnem okolju. Pri nas v Sloveniji se še zmeraj dogaja, da se več ljudi priseli kot izseli. To pomeni, mislim, da imamo približno 10 000 letno viška priseljencev od izseljencev. Zdaj pa, če gledamo na kadre, tudi do zdaj se je število zaposlenih povečevalo, problem pa je v strukturi. Izseljujejo se visoko izobraženi, priseljujejo se pa niže izobraženi. To pomeni, da naša delovna mesta, ta nižja, so ustrezno vrednotena, višja pa so pretirano obremenjena. In zato se potem nam mladi odhajajo. Lažje je ljudi zadržati, kot pa nove pripeljati. In mi bi najprej mogli štartati na tiste, ki odhajajo, da ne grejo, če že grejo, naj grejo po izkušnjo, naj se z izkušnjo vrnejo nazaj, treba jih je temu spodbujati in hkrati iskati tudi druge, te pomeni tujce, ki bi se k nam preselili. Ampak se pravim, zato morajo oni v tem videti nek interes. Ali ustrezno delovno okolje, boljše plačilo, lahko je tudi izven same organizacije dela motiv, ki ga najdejo, to pomeni dobri pogoji za bivanje v Sloveniji. Treba jih je znati privabiti na tak in drugačen način, ampak zaskrbljujoča je ta menjava. Mi, grdo rečeno, menjamo konje za osle. Se upravičujem za ta izraz, to pomeni, odhajajo nam najbolj usposobljeni, prihajajo pa manj ljudje za enostavnejša delovna mesta. Mogoče bi sam še dodal, da jaz mislim, da Slovenija že tako, bom rekel, zadaj, da morajo v bistvu imeti celovite ukrepe na tem, da seveda zadržuje kadre, ki so sposobni, oziroma ki so ravno prišli iz univerz, jih zadržimo tukaj, jih spodbudimo, da tukaj ostanejo, ampak moramo začeti tudi privabljati visoko kvalificirane kadre, ker če ne bomo imeli potencijala za rast industrije in visokotehnološke razvojne industrije. In to je ključno. Torej moramo začeti sprejemati, razmišljati in ukrepati takoj. Lahko tukaj tudi zelo konkretno, recimo ukrep, ki je bil sprejet za pritegnitev kadrov iz tujine, se upravičujem. Torej, ki so odšli, pa ne samo Slovencev, tudi vseh, ki niso bili davčni rezidenti v zadnjih 5 letih, tudi tujcev v Slovenijo s to torej davčno olajšavo v 7%, v rangu 7%, na bruto dohodek je korak v pravi smeri, ampak ima nekaj ključnih omejitev, za katere smo mi prepričani, da ne bi smeli tam biti, to recimo zamejitev 40 let. Visoko kvalificirani kadri so dostikrat tudi starejši od 40 let. Če želiš take ljudi privabiti, taka zamejitev mogoče nima smisla. Pa seveda ravno zato, ker konkuriramo drugim državam, ki imajo izredno konkurenčne pogoje. Jaz sem 10 let živel v tujini, imam izkušnje,
tudi sam sem se odločil z družino, kam se usmeriti v Evropi, pa kam se mogoče preseliti. Moja žena je Portugalka, no, in sva tudi o tem razmišljala. Portugalska, da jo dam kot primer, tam ponudijo portugalskim državljanom, visoko kvalificiranim in pa evropskim državljanom 20% stabilno davčno stopnjo za obdobje 10 let, če se preseliš. Mi konkuriramo s takimi državami, tudi Grčija ima podobne pogoje, Španija ima podobne pogoje in druge države v Evropi. In jaz mislim, da recimo, če bi ta ukrep iz 7% povečali na 17%, to pa že govorimo o neto plači, ki je recimo 30% boljša za nek kader in je že resen ukrep, ki je izredno spodbuden, kot recimo en primer. Ko greš gledati računico, dejansko, če pogledaš število kadrov, ki bi jih, rečemo, če govorimo o 500-400 kadrih, dejansko je to zanemarljiv znesek. To je znesek, ki je v rangu stroška referenduma, ki smo ga ravno kar opravili. Ne? Govorimo o nekaj milijonih, ki bi ga v bistvu država dobila nazaj že v nekaj letih, ker bi s tem privabili kadre, ki so više plačani in bi v blagajno vrnili več. Skratka, jaz mislim, da je ključno, da se začnemo zavedati, da ker toliko časa ni bilo narejeno nič, je zdaj treba vložiti nekaj več v prihodnost in moramo to gledati kot investicijo. To pomeni, država mora to gledati kot investicijo. To ni, bom rekel, stvar več ali želimo ali ne. To bomo morali iti. No. Ta primer je tipičen primer polovičarstva, ne, ki je ukrep v pravo smer, ampak je občutno premalo in posledično rezultat tega, če se ne motim, je nekaj 10 posameznikov, oziroma še to ne. Govorimo o zelo malem učinku, vsaj za enkrat. Ne. Moramo počakati. Ja, ampak ko pogledamo druge države, ne, ki si jih naštel ravno kar, ne, pomeni, da bi mogli, če bi želeli bistveno več narediti, povečati odpustek, ne, bi tako rekel, in tudi novo ureditev pustiti nekaj časa, da teče. Nedvomno, mislim, da je to investicija in mene skrbi zaradi tega, ker je to spet mentalni okvir, ki je v Sloveniji dosti krat prisoten. Dajmo to nekaj narediti zaradi tega, ker nekaj tam težijo ali pa oni so to razlagali, ne, ampak potem je pa ukrep tako polovičen, da ne moč pričakovati nobenega rezultata, ne, ali pa da bo ta rezultat podoptimalen. Ja, mi smo to obravnavali tudi na ekonomsko-socialnem svetu, ne, ta ukrep, ki je bil sprejet. Rešitev je v neke vrste kapici za to vrste kadre in mi se nismo strinjali s tem, da je to samo za tiste tujce, ki pridejo v Slovenijo ali pa tiste Slovence, ki se vrnejo iz tujine, kajti to je diskriminatorno do tistih, ki so tukaj se izšolali in tukaj ostajajo. To enostavno navaja mlade, da morajo iti najprej za nekaj časa v tujino in kada se bojo vrnili nazaj, pa bojo za to nagrajeni pač z nekimi olajšavami. Vprašanje pa je, kada greš enkrat v tujino, kaj se ti na pot postavi in ali se boš res vrnil. To je zelo tvegano način spodbujanja praktično mladih, da najprej odidejo, potem pridejo nazaj. To bi moglo veljati za kompletno strukturo, ne glede na to, ali so domači, ki tukaj ostajajo, ali so šli v tujino po novo izkušnjo in se vračajo, ali pa tujce. Za določeno strukturo bi mogle biti določene ugodnosti, zato da bi ti ljudje delovali pri nas. Zdaj, hotel sem vas za zaključek vprašati, morda za en ukrep ali pa 2-3 konkretne ukrepe, ki jih vidite kot ključne, pa bom nekoliko preoblikoval to vprašanje v luči zadnje debate, morda ne nujno ukrep, morda tudi mentalitetni preskok, oziroma kaj je tisto, kar se vam zdi, da Slovenija ta trenutek najbolj potrebuje za to, da dvignemo to konkurenčnost. Kot rečeno, lahko ukrep vlade, lahko pa tudi rekel, širši pogled. Ja, troje, kar bom naštel, je tako kombinacija nekih konkretnih ukrepov, kot predvsem mentalnih premikov, ne, ali pa premikov v razmišljanju, kajti potem ukrepi sledijo pravzaprav tem mentalnim premikom. Ne. Prvo, kar je digitalizacija in v sklopu tega tudi zavedanje, kje se danes globalno ustvarja dodana vrednost. Dodana vrednost v svetovni ekonomiji se ne ustvarja več izključno za stroji, robotizacijo in avtomatizacijo ali zgradbami, ampak vsaj v 50% se ustvarja v tako imenovanem neutipljivem kapitalu, torej raziskave in razvoj, patenti,
marketing, dizajn in podobno. Tam delajo posamezne znamke ali pa celotne države preskoke. Ne? In v tej luči je tudi digitalizacija, kjer, kot sem že povedal, ne potrebujemo velikih reform, ne potrebujemo čakati na Bruselj prav nič, ne potrebujemo gledati izhod globalne bitke med ZDA in Kitajsko, ampak je to stvar naše domače naloge. Druga stvar je, ki je v zraku že veliko let in me prav boli, da se pravzaprav tukaj politika ne premakne, to je pač razvojna ali pa socialna kapica, kakorkoli rečete. Ne samo absolutno za tisti, ki so šli v tujino, ampak pravzaprav za vse, ki so visoko izobraženi in ustvarjajo višjo dodano vrednost, te kadre moramo razbremeniti in jih zadržati, ker drugače odtok kapitala, mehkega kapitala, znanja bo velik problem za Slovenijo, lahko pogledamo druge države. In tretja stvar je, z tega smo pa začeli današnjo diskusijo, je zelo hitra in zelo odločna opredelitev, v katere panoge bo Slovenija strateško vlagala, kateri bodo tisti, ki bodo naslednjih 10 let paradni konji, ki bodo najbolj propulzivni, ki bodo ustvarjali tako največjo dodano vrednost, kot tudi zaposlovali. In na to ne samo opredelitev to na papirju ali pa da je to nekje v predalu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ampak da mobiliziramo celotne resurse. To je celotni ekosistem mora podpirati potem to strategijo. Torej, od davčne regulative do nekih olajšav, do izobraževalnega sistema in podobno mora potem v to smer delovati in ne seveda 2, 3 leta, 4 leta, ampak na naslednje desetletje. Koliko smo rekli, da jih moramo našteti? Do 3. Do 3. Jaz bi rekel, da če moram zbrati prvo, pa da si sledijo po mestu pomembnosti, bi rekel, da so to definitivno, kadri in izobraževanje. Torej, še enkrat bom daril. Jaz mislim, da je dosti korakov v pravi smeri. Generirajo se, zagotavlja se v Sloveniji tudi podpora novim programom za izobraževanje, visoko kvalificiranih kadrov, ustvarjajo se novi programi. To je zelo pozitiven korak. Moramo pa seveda skupaj delati tudi na tem, da zgradimo neki entuziazem tudi seveda v mladih, da se usmerjajo v visokotehnološke, tudi naravoslovne poklice. To je ena stvar. Še enkrat, zadrževanje oziroma ustvarjanje boljših pogojev za vrhunske talente v Sloveniji. To pomeni, da v bistvu z davčnimi olajšavami recimo za prve zaposlitve na visokotehnoloških področjih in pa z oprostitvijo recimo prispevkov za nagrade. S tem bi naredili izredno dosti, da bi take kadre lahko tukaj ohranili. Kot sem rekel, privabljanje visoko kvalificiranih strokovnjakov tudi iz tujine, seveda s tem spodbujanje vračanja Slovencev iz tujine, o tem smo že govorili. In pa tudi to smo imeli razvoj podpornega okolja za zagonska podjetja in seveda investicije oziroma investitorje. To je ključno, ker vedno poudarjam, da se mi zdi, da Slovenija kot majhna ekonomija, majhni player v globalnem okolju lahko gradi na dodani vrednosti in znanju. In če je nekje dodana vrednost najvišja, je to v sektorju inovacij. In to so startupi, to je področje zagonskih podjetij. In tukaj je res področje, kjer smo podhranjeni, kjer moramo vložiti napor. Imamo zelo jasno strategijo tudi za startupe, ki je bila spisana 3 leta nazaj, ampak žal še ni prišla do realizacije. Je zelo jasna, bom rekel, nekaj ključnih točk in bi se dal zelo hitro tudi implementirati. Tako da jaz mislim, da tle mora biti jasna politična volja pa podpora dana zadnji, da se to stori. Seveda vse to, jaz mislim, da se ne bo zgodilo, če ne bomo imeli ključne strateške usmeritve, ključnih prioritet, kam se moramo strateško usmeriti. In tle se moramo pač zediniti. In tukaj strateške prioritete so, tako kot je bilo omenjeno, nad politiko. Dejansko tem moramo slediti ne glede na to, kdo vlada v tej državi. In tako gospodarstvo seveda kot vlada.
Ja, jaz, ker imamo omejitev na 3, se lahko šlepam s predhodnikom, to pomeni, strinjam se z vsem, kar sta ona dva povedala, nekje se bom mogoče tudi ponavljal. Jaz mislim, da prvi pogoj je umiritev poslovnega okolja. Da kakršnokoli že je, treba ga je umiriti, zato da vidijo, komu, na koga je ukrojeno. Mogoče nekaterim ustrezajo to vrstni pogoji, kot so zdaj v Sloveniji, vidimo, farmacija je zadovoljna z njimi zaenkrat še in tako naprej. Treba se je umiriti, ne moramo sprejemati zakone, ki jih potem čez pol leta obžalujemo in jih popravljamo. Jaz razumem predsednika vlade in vladno ekipo, ki pravijo, vsi delamo napake, treba je popraviti. Pri sprejemanju zakonov ne bi smelo prihajati do napak. To gre skozi toliko postopkov, skozi ekonomsko-socialni svet, državni zbor, vladi še prej vmes. Tako da nekje je treba prepoznati te slabosti zakonov, ki prihajajo in je treba to preprečiti. To, da se recimo, kar se dogaja pri normirancih, kar je bilo sprejeto, pa se popravlja, pa naraj bi popravljali dohodnino, pa jo še ne upajo popraviti. To ni stabilno poslovno okolje. Mi se moramo tukaj umiriti in verjamem, da je treba marsikaj popraviti, ampak dajmo to zadevo narediti umirjeno in s konsenzom. To pomeni, prva prioriteta je umiritev tega poslovnega okolja. Drugo je, kar smo imeli lansko leto na vrhu slovenskega gospodarstva, to pomeni zagotavljanje vseh vrst varnosti. Mi smo se pogovarjali o kibernetski varnosti, o varnosti na področju materialov. Mi imamo zelo močno industrijo materialov, katera pa ni deležna zadostne pozornosti s strani države. Mi imamo najdražjo elektriko za to težko industrijo, če temu tako rečem, in zato smo nekonkurenčni in nam umira. Biti odvisen od materialov, kaj to pomeni, smo bliže deležni pri materialih teh redkih zemelj, pri drugih komponentah, ki jih obvladujejo samo nekatere države. Mi si tega ne smemo in ne moramo privoščiti. Imeti materiale, ki so prvi v verigi dobaviteljski, je zelo pomembno. S tem si že zagotavljaš neke vrste konkurenčnost na trgu, se pravi, poleg tega pa tudi prehranske varnosti in drugih varnosti, ki smo jih naštevali na vrhu gospodarstva. Zdaj, tretja zadeva je pa ista, kar sta že kolega povedala, to povedati neko dolgoročno strategijo, ki jo bo upoštevala vsaka naslednja vlada, jo bo revidirala, ampak ne podrla in gradila na novo. Mi rabimo neko kontinuiteto, mi ne moramo pred vsako vlado zaviti v kontra smer, tukaj bi se mogli poenotiti in strategijo predlagam tudi vladam, da si odgovornost delijo z nami, da smo tudi mi deležniki, ker jemati vse odgovornost nase je veliko breme, če se jo zavedaš. In upajmo, da bo kdo tudi prisluhnil tem modrim besedam. Gospod Mancevič, gospod Čeh, gospod Gorenšček, najlepša hvala za današnje besede in nastop v podcastu Teža argumenta. Vi, spoštovani gledalci, pa hvala, ker ste zdržali z nami do konca in se znova vidimo prihodnji teden v prihodnji epizodi Teže argumenta.